Nikoli ne recite morda, kajti to je beseda, ki nam je vzela desetletje, nekaterim celo življenje. Kadar v odnosu ne znamo ali pa nimamo te moči povedati, kaj v resnici bi radi, rečemo morda. In v tistem trenutku se pravzaprav mi ustavimo. Naše življenje se ustavi. Rečemo, da smo v nekem začaranem krogu. Kajti razmišljamo o trenutku, kako nekomu povedati ali kako pobegniti iz situacije, v kateri smo se znašli zaradi besede morda. Ljudje nimamo dovolj moči, izgubljamo svoj čas, ga pravzaprav pustimo, da drugi kradejo. Ampak niso drugi krivi, mi smo tisti, ker to pustimo. Zato je pomembno, da se vedno poglabljamo vase. Namreč, ko smo se rodili, je edina stvar, ki smo imeli podarjeno, čas. In že Fran Miličinski Ježek je dejal, da boli, če te povozi avto. Če te povozi čas, se bolečine ne da izmeriti. In res, ko se v nekem trenutku ustavite in se obrnete nazaj in se vprašate, kaj sem pravzaprav do zdaj doživel, je velikokrat odgovor nič ali pa se ne spomnim. Ali sploh živite, sploh čutite, da živite. In ravno to so pravzaprav trenutki, v katerem se moramo zastati in se vprašati, kdo smo in kaj čutimo. Trenutka se ne da izmeriti časovno, ampak ko ga v nekem trenutku začnemo čutiti, več čas ni pomemben. Zato je pomembno, da delujemo v skladu z naravo, da živimo kot narava, saj smo del tega velikega sistema. In seveda, ker velikokrat rečemo, to je težko, ali pa naslednji stavek, ki je ubil nešteto generacij, kaj bodo rekli drugi, se potem obračamo po vzoru drugih, ne po vzoru narave. Šel sem preko tega in po poglobljenem razmisleku, po večletnem raziskovanju, raziskavah, utemeljil način vodenja podjetij, način življenja, katerega sem poimenoval dinamičen model vodenja. Ta proces sem pravzaprav razvil na nek način copy-paste, če lahko temu rečem, narave v podjetje. Kako voditi podjetje, kot vodi narava svoje procese? Brez manipulacij, brez dvojnih iger, brez stresa. Da smo samo v vsakem trenutku točno tu, kot smo. Če pogledamo gozd, tu se zgodijo vsi procesi. Od skladiščenja, prodaje, marketinga, nabave, karkoli. Tudi dobiček gozda je kisik, hrana, les, energija. In v gozdu se vedno zgodi točno takrat, ko se mora. Brez dobenega stresa. Zakaj naše podjetje ne deluje, kot deluje gozd? Kot travnik, kot njiva? Zakaj mora biti vse pod prisilo? Dajmo, hitro, nujno. Dinamičen model vodenja je pravzaprav model vodenja prihodnosti. In samo tako bodo lahko preživeli najboljši. Torej, če boste hoteli biti uspešni, pomeni, da morate biti tudi srečni. Z dinamičnim modelom vodenja. Hvala.